Prav lepo pozdravljeni v oddaji Skok v šport. Sponzor oddaje je Eles, pokrovitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, trgovina lopari.si Trbovlje in kozmetični salon Petra iz Lake. V tokratni oddaji nimamo gostov, zato bomo najprej zastavili novo nagradno vprašanje. Še prej pa bomo opravili žreb. Spraševali smo vas, v katerem košarkaškem klubu igra Luka Dončić. Pravilni odgovor je Real Madrid. Prvi žrebani prejme darilni bon za celodnevno kopanje za 2 v rimskih termah. Drugi žrebani prejme zgoščenko skupine Čudežni dečki in darilni bon za porcijo sladolednega butika Kepica Kisovec. Tretji žrebani pa prejme bon za 2 pici v pizzeriji Čebelica iz Lake. Pa pogledamo, kdo je prvi žrebani. Odgovor je pravilen. Adam Vrtačnik, Salomine Spet, Trbovlje. Drugi žrebani. Boštjan Krajnc, Jablana 12, 1410 Zagorje. In še tretji žrebani. Prav tako pravilno odgovor. Nija Borštnar, Narov 37, 1411 iz Lake. Tole pa je novo nagradno vprašanje oddaje Skok v šport. S katero športno dejavnostjo se je ukvarjal Stane Belak Šrauf? Prvi žrebani prejme darilni bon kozmetičnega salona Petra iz Lake z masažo hrbta. Drugi žrebani prejme zgoščenko skupine Orlek in porcijo sladolednega butika Kepica Kisovec. Tretji žrebani pa prejme elastične trakove, ki omogočajo gradnjo moči zgornjega in spodnjega dela telesa, ki jih poklanja trgovina loparja.si. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec ali na etv@elektropom.si do 30. maja. Vsa oprema za tenis in ostale igre z loparji. www.lopari.si. Šestega zasavskega humanitarnega teka, ki je v petek potekal na Trboveljskem Rudarju, so se poleg ostalih udeležili številni športniki. Tek so znova soorganizirali Igor Gošte oziroma ETV, Mitja Duh s športnim humanitarnim društvom Človek, Laura Izgoršek v imenu Društva prijateljev mladine Trbovlje in Zavod za šport Trbovlje. Med ultratekači smo opazili Iztoka Deželaka, Denisa Šketaka, Mirana Kokoleta, Tomasa Ivačiča, Edija Hripška in še nekatere druge. Denis in lanskoletni udeleženec Klemen Bauer, ki je bil znova v tem času v Trbovljah, sta nam dala krajši izjavi. Lepo, da ste se današnje prireditve udeležili tudi vi. Se tudi sicer verjetno udeležujete takšnih dogodkov? Ja, najprej vsem skupaj en lep pozdrav, zelo sem vesel, da ste nas izbrali spet v takem številu tukaj. Ko naj rečem, že od začetka, že na prvem temu teku sem že bil in vsako leto, če imam le čas, pridem in 15 minut si pa le vzamem, pa da podprem ta dogodek. To je pač tudi moj cilj, da podpiramo drugega in hkrati obveščamo tudi druge, da naj se udeležujejo takih dogodkov, ker to je najmanj, kar lahko naredimo in sem res še enkrat zelo vesel, da se je pač zbralo tako število ljudi tukaj. Kako bi ocenili organizacijo današnjega dogodka? Super, se vidi, da je tudi medijsko čezdalje bolj podprt, tako da bi ocenil zelo dobro, da ste tudi speljali še enkrat. Tudi vreme nam služi, kakor vidimo, in jaz upam tudi čez popoldanski čas, da se bo še več jih oglasili. Lansko leto ste se udeležili našega 5. humanitarnega teka. Očitno vam je namenjeno, da se vsaj oglasite tudi letos.
Ja, neverjetno naključje, kajti danes nisem prišel s tem namenom v prvi vrsti v Trbovlje. Prišel sem na trening, s prijateljem sem šel na gorsko kolo in naključje je hotelo, da sem se ustavil še tukaj na stadionu, ker sem videl, da je neko dogajanje in dejansko sem spet tukaj na tem dobrodelnem teku, tako da me to zelo veseli. Lepo. In kaj se pri vas trenutno dogaja? Začeli smo priprave na novo olimpijsko sezono, dejansko bo šlo zdaj na vse ali nič. Tako da, evo, tudi za Savje sem vključil v svoj nekak prostor za trening, tako da super, no. Zaenkrat vse je dobro, kaže. Veseli smo, da ste tu, pa upam, da pridete naslednje leto tudi. Ja, tudi jaz zdaj vem približno, kjer datum je ta, tako da predvsem pa želim, no, da prireditev dobro uspe, da mislim, da so tudi odzivi dobri in tako da super, no. Mitja Duh je tokrat pretekel 50 km, Igor Goštek je tekel od 8:20 do 19:50, pa 190 krogov ali 76 km. Pri teku sta se jima pridružili ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec-Brenčič, župana Matjaž Švagan in Miran Jerič, Kristjan Dolinšek iz občine Trbovlje, uporabniki varstveno-delovnega centra, učenci Grumove šole, učenci in dijaki drugih šol in vrtcev, člani društev in številni posamezniki. Vsa zbrana sredstva bodo šla v korist oseb z Downovim sindromom. Igor, danes smo občudovali tvojo borbenost, vztrajnost in pogum. Vem pa, da ni bilo lahko, ampak 190 krogov je pa le zavidanja vredno. Ampak ni pa 212, kar sem napovedoval. Ne, časa je zmanjkalo. Vse bi lahko še potegnil, ampak glede na to, da sem začel zjutraj 8 pa 20 minut, pa da sem imel 12 že kar hude težave s krči, je bilo peklensko vroče. Razgreje se tale amfiteater, sonce, ampak lej, smo zdržali, to je moj rekord. Mislim, da sem ga presegel za 28 km, vse skupaj se mi zdi, da je 78 km. Kar je pa najbolj lepo je pa to, da se je čez dan pridružilo res ogromno ljudi. Nisem tega pričakoval, mislim, da nikoli ni bilo še tukaj. Vse je kdaj že tudi zbrali več denarja, ampak tudi letos več kot 2000 evrov. Sam s tekom pa s sečelovom, pa jaz mislim, da bodo še firme, pa mogoče kakšni posamezniki še nakazali denar na račun, ki bo še kar nekaj časa odprt. Pa če smo malo pomagali tem ljudem, tem družinam, ki imajo v svoji skupnosti otroka ali pa odraslega z Downovim sindromom, evo, smo zmagali. Igor, zmagal si in hvala ti na humanosti. Hvala pa tudi vama obema, da sta bila cel dan tu, nas spremljala in da bojo na koncu ljudje videli posnetke, pa mogoče naslednjič prišli. Tako, da jih vabiva že sedaj. Ja, to ni zadnji tek. Več pa v posebni reportaži, ki jo bomo objavili v torek ob 20. uri. V soboto smo bili na 21. Šraufovem spominskem pohodu v Krašni. Za ta pohod, posvečen spominu na pokojnega alpinista Staneta Belaka Šraufa, že vse od organizacije prvega skrbi Marjan Štrukelj, predsednik športnega društva Krašnja. Prva stvar, ki jo moram pohvaliti, je vreme. To je bilo tisto, kar je meni belilo glavo od včeraj na danes in hvala Bogu, letos je povsem drugače, kot je bilo 2 leti poprej. Od 8:30 pa do 8:30 je šlo na pohod 100 pohodnikov, kar je kar nekoliko več kot lansko leto, a ne? In zelo sem vesel, no, da nekateri so že na cilju in ko jih sprašuješ, kako je bilo, pohvalijo. To je pa tisto zadoščenje, ki ga si verjetno želi vsak organizator. V društvu vedno poskrbijo za spremljajoči program. Tudi letos je bilo tako. Kakšne posebne proslave ne delamo, imamo tukaj le ansambl Lenarti, potem Dušan Hauptmann je že tudi prišel, ampak se je šel zdaj muzejsko zbirko pogledati v Krašno.
Dušana smo povabili, ker je ravno 20 let, odkar je polno koš Cibone, takrat, ko je šla Olimpija na Final Four, ne. Dušana se poznava že kar nekaj let in res, on je vesel in jaz sem vesel, da sva po nekaj časa spet prišla skupaj. Dušan Hauptmann se je v krajšem pogovoru z Igorjem Goštetom predstavil tudi pohodnikom. Med drugim je še vedno aktivni košarkar povedal naslednje. Predvsem bi rekel na začetku to, da sem zelo vesel, da sem ponovno v Krašni. Namreč jaz imam že nekaj časa, ko sem bil, res je, ampak vseeno bil sem že pri vas v neki drugi vlogi, na neki drugem prireditvi. Tako da sem ponovno tu, vesel sem in z veseljem sem se odzval vabilu Marjana, prijatelja mojega, lahko rečem, da sva že desetletja skupaj poznava. To, kar si Igor omenil, je res. Moram reči, da me še ni pamet srečala, še vedno sem aktiven športno, seveda primerno svojim letom in res je tudi to, da se pripravljamo za svetovno prvenstvo v veteranski košarki, ki je letos v Italiji. Očitno moja 20-letna profesionalna kariera je pustila posledice, tako da ne moram še nehati oziroma prenehati z igranjem košarke. Ampak to ni glavni namen seveda današnjega obiska. Bolj sem hotel počastiti vaš 21. pohod, Šraufov pohod. Moram vam povedati, na začetku, ker marsikdo me vpraša, a sem jaz tudi kakšen hribolazc, gornik ali pa alpinist, tudi slučajno ne priznam. Jaz lahko skačem še malo, mečem žogo še malo, hoditi pa res ne morem, tako da se pač ne morem udeležiti tega, ne enega, ne drugega pohoda, ne 15, ne na 16, ne na 26 km. Ampak vseeno sem vesel, da sem med vami, tudi zato, da sem srečal nekaj starih znancev. Dušan je igral tudi v času Dražena Petroviča in mnogih drugih odličnih košarkarjev. Lahko bi rekli, da je igral v času tako imenovane košarkarske romantike. Dušan, če primerjaš košarko nekoč v tvojih letih, pa danes si tudi ti košarkarski romantik? Jaz sem namreč izviram oziroma izhajam iz košarke, ki se je igrala v prejšnji državi, kjer se je igrala tako imenovana, kot si sam rekel, romantična košarka. Pa nasploh v kolektivni športi je bilo vsi jugoslovanski športi, kolektivni, tako rokomet, odbojka, vaterpolo, nogomet, košarka so bili romantični športi, kajti mi vsi, sploh naša generacija je začela na igrišču zunaj, na zunanjih igriščih igrati košarko oziroma jaz košarko in sploh šport. In romantično, tako kot si ti imenoval košarko, dobiš lahko samo oziroma se naučiš na zunanjih igriščih v igri 1-1-2-2, to se pravi brez nekih šablon, akcij, kot je zdaj se igra, ko mu pač mora igralec si zapomniti 15 akcij, da lahko igra. To je pač zdaj trend v Evropi, pri nas pa ni bilo, mi smo sami hakl igrali oziroma basket igrali in ta igra 1-1-2-2, 3-3, ki še zdaj rečemo temu dobro obladan, tudi jaz in moji kolegi, ki še igrajo pri teh letih, temu zdaj ni več tako. Namreč vsaj v košarki je tako, da trenerji predvsem forsirajo delo v fitnessu, razvijajo neko drugo košarko in sam menim, pa tudi v praksi se je pokazalo, da to ne prinaša rezultatov, kajti košarka na koncu, če govorimo samo o tem športu, je igra 1-1-2-2, to je NBA oziroma ameriška košarka dokazuje vsak dan. In tisti, ki to vlada igro 1-1-2-2, če malce grem bolj podrobno, ker upam, da mi ne boš zameril, ker sem se spustil, ker sem not padel, ti si dobitnik, no, in to tudi našo ekipo veteransko, reprezentantov Slovenije pa v mojih letih drži po koncu, zato smo tudi eni najboljših na sveti še zdaj, ker pač obladamo tako imenovano, kot si ti imenoval, romantično košarko. Ker v prejšnji oddaji nismo poročali o športnih dogodkih, bomo malo daljše ligaško poročilo pripravili nocoj. Poglejmo najprej na nogometna igrišča. V tretji ligi so igrali tekme 23. in 24. kroga. Trboveljčani so v tekmi s tekmecem iz Bele krajine povedli z golom Roka Kmetiča. Do polčasa so gostje izenačili na 1-1. Nadaljevanje je pripadlo nogometašem Kolpe, ki so podobno kot Rudarji na začetku tekme povedli. Ko je že kazalo na poraz Rudarja, je 2 minuti pred koncem Jan Berger poravnal na končnih 2-2.
Prisluhnimo, kaj je po tekmi povedal domači trener Miloš Hudarin. Po zelo spodbudnem začetku, hitrem vodstvu, nazadnje v izdihljajih tekme do točke, ki pa v tem trenutku ne pomeni kaj dosti. Ne, danes smo rabili 3 točke. Že na prejšnjih tekah bi mogli kakšno dobiti, ampak se nam je že večkrat izkazalo, ko mi gol damo, ga dobimo potem čisto prehitro in čisto prepoceni, kot da bi fantje mislili, da tisti trenutek, ko gol dosežejo, pa Bog ne daj 2 ali pa 3, da je tekme konec. Ko bi se jim stikalo, obrnilo v glavi in v tistem trenutku jih zmanjka. Videli ste pa zadnje minute tekme, ko so se pa mečkim začeli prebujati, ampak to ni bilo dovolj. Niti ni bilo zasluženo dom, da bi zmagali, glede na pokazano igro. V primeru zmage bi se z gosti iz Podzemlja, s Beljokranjci, poravnali s točkami na 20, zdaj pa vam 3 kroge pred koncem bežijo za 3 točke. Težko bo? Težko bo. Tele točke lovimo že nekaj časa, ampak s tako igro, kot smo jo danes videli, premalo srca, premalo žara, prepočasi vse skupaj gre na mesto naprej, se igra nazaj, nobene sigurnosti, premalo. Danes ste bili brez poškodovanega Drnovška, brez starejšega Sotenška, na zadnje kaznovanje Cigole ste tudi poznali. Sigurno se te stvari tudi poznajo, ampak so pa tudi drugi igralci, ki bi mogli pa glih danes pokazati, da spadajo zraven v ekipo, pomagati in ne bi se smelo toliko poznati, kot se je. Kakšna so pričakovanja takole odkrita? Na vsak način moramo ostati v ligi, tle ni dvoma, naredili bomo vse, da kar do zdaj nismo, poskušamo na kakšni drugi tekmi iztržiti, ne bomo se prodali do zadnjega kola, sigurno da ne. Upajmo, da vaša pričakovanja ostanejo realnost. Hvala lepa. Hvala tudi vam. V naslednji tekmi je Rudar gostoval v Jevnici in dosegel pomembno zmago s 4-3. Kar 3 zadetke je dosegel Jan Berger, zmagovitega pa Rok Drnovšek. Predvsej manj skrbi kot v Trbovljah pa imajo v Zagorskem taboru. Najprej so gostili Gorence iz Lesc in zmagali 3-0. Gole so dosegli Tilen Mlinar, Nejc Vozel in Jaka Prašnikar. V naslednjem krogu so z vodečo ekipo Bravo izgubili 3-0. Na zadnjih tekmah pa gre precej slabše Kisovški Svobodi. Izgubili so kar 3 tekme zapored. Doma z Dobom 4-1, v Kočevju 8-0 in doma z Arne Taborom 1-0. Nekaj tekem pred koncem so na predzadnjem mestu. Sledi rokometni blok. Rokometaši Dola TKI Hrastnik so najprej v Ormožu izgubili 35-30. Praznih rok so ostali tudi v sobotnem obračunu z ekipo iz Dobove. Rezultat je bil vse skozi tesen, gostje pa so na koncu zmagali s 26-25. Za Kemičarje je 10 golov dosegel Klemen Brilej, 5 pa jih je dodal Amal Ajdari. Prisluhnimo, kaj je po tekmi povedal domači trener. Ste rekli, da fantom ne zamirite ničesar, glede na to, da je prvenstvo v končnici. Danes pa jih prav zaradi tega, tako kot se sam že dejal, velja pohvaliti. Igrali so borbeno od prve do zadnje minute, res če bi bila kakšna napaka, tehnična manj, bi mogoče tudi rezultat bil drugačen. Predvsem pa naša rak rana je vratar. Pa ne vem, vse tudi vratar danes nekaj pobranil, ne moramo reči, nažalost v prvem polcetu skoraj nič, ampak vse pravim, prvenstvo je za nas, za te fante, ki so prvič v prvi ligi, predolgo in danes jim nimam kaj učiti, tudi če so kaj kako več zastreljali, ker le je to prenaporno za pač klub, ki ni profesionalen. Ne glede na vse to, na rezultat kakršenkoli že je, prvenstvo je dejansko pred koncem, sledita še 2 domači tekmi, potem pa gostovanja in to je to. Ja, mi imamo 2 domači tekmi, to že kar to sredo, Slovenj Gradcem, potem imamo takoj doma v soboto z Izolo. Vse pravim, mi dejansko ne moramo nič trenirati, dejansko se sam priprava na igro, regeneracija, zopet tekmo. In za nas je to mogoče za nekatere fante malo prehud zalogaj. No, ne glede na to, tekma
bo še dvakrat boste tu v tej dvorani gostili prvoligaško ekipo, potem pa kakorkoli naprej. Nič, mi bomo igrali ne samo te dve tekme, mi bomo igrali vseh teh 5 na zmago. Probali bomo se posloviti iz domačega občinstva z enim zmagam, to smo si zadali s fantom. Kaj bo pa prineslo, bomo pa videli za naprej. Skupaj bomo videli. Ja, skupaj bomo videli. Hvala lepa in srečno. Prosim, hvala vam. Rokometaši Dola TKI Hrastnik so pretekli teden odigrali še 2 tekmi v ligi za obstanek. In čeprav so obakrat zmagali, se vrnitvi med B-ligaše ne morejo več izogniti. V zadnji tekmi so premagali Izolo z 29-28 in predtem še z enakim zidom tekmece iz Slovenj Gradca. In kaj so po tekmi s Slovenj Gradcem povedali naši sogovorniki? Domen, čestitke za zmago. Kako se počutiš 7 sekund pred koncem, zmagoviti zadetek z levo roko? Najprej hvala za čestitke. V minuti odmora nisem poslušal trenerjeva navodila, imeli smo gol prednosti, rekel je, da igramo do ure, jaz ne vem, kam je bilo, vrgel sem šut, gol on je branil, nasprotnik je iznačil, stali je 7 sekund do konca, malo več, ne vem. Počutil sem se, da moram še enkrat odločiti, pač mi je rad ali malo na atraktiven način. To ni važno, da smo mi dobili te zaslužene pike. Po najinem zadnjem druženju pred dnevi ste nekako optimistično napovedali, da boste te zadnje 2 domače tekme igrali obe na zmagi. Nocoj ste uspeli, čeprav po prvem polčasu ni bilo tako. Sigurno, ne, prvi polčas probamo čim prej pozabiti, ker tukaj zgrešenih strelov, ko smo imeli, dejansko brez obramb golmanov. Pa kar 8 izgubljenih žog v napadu. Ja, to je se videlo, da si mogoče v enem momentu fej želimo in potem, ko ti ne gre, probaš, nič ne gre, ampak jaz sem pa zelo vesel, sploh s publiko, ki so nas bodrili, ne glede, da smo zaostajali, hkrati pa sploh za fante, da se niso predali do konca. To je bila vaša 10. zmaga v porednem delu in tukaj zdaj v Ligi za obstanek imate 22 točk skupaj. Soboto, zadnja tekma doma, kakšne so pričakovanja? Zadnjič ste rekli 2 zmagi. Ja, še vedno stojim na tem, želimo se posloviti kot že z prve lige z domačo zmago, ker pač ne igramo več v letošnjem delu doma. To probamo dobiti, bomo vse smernice usmerili, da še premagamo 4. Izolo, ampak moramo vedeti, da bo to težka tekma, fanti so utrujeni, igramo sredo, sobota, sreda, probaj se čim bolj spočiti, sobota na zmago in tako, kot smo rekli, naj ostane zadnjo kolo v prvi ligi nepremagano. Pred kamero smo povabili tudi Uroša Šerbca, trenerja Slovenj Gradca in pomočnika selektorja reprezentance. Uroš, takole po nekaj daljšem odmoru znova v Dolanki, povsem drugi vlogi kot tisti, ko ste v tej isti dvorani končali svojo kariero. Praktično potem dobro šli ste v Ribnico, tam bili 3-4 tekme, potem pa definitivno konec. To so pa že dolgi cajti nazaj, tako da je že to šlo v neko tam pozabo oziroma v spomine, ko se vsak toliko časa prelečejo. Ja, tlele sem pa preživel 2 leti krasne, igralske še na koncu in kar je pa najbolj pomembno, veliko je bilo druženja, veliko je bilo dobrih ljudi tu, ki se še danes videvamo. Bili ste klapa, ne? Pa seveda klapa, to je na koncu so tudi najpomembnejše ljudje, ki jih šport združuje, ki se še vedno po ne vem kolikih letih lahko vidimo, se razveselimo, kako rečemo in ja, to je spet ena ta zadeva, ki ti jo lahko da samo šport. Ste pomočnik selektorja slovenske reprezentance, hkrati klubski trener, kako to dvoje usklajujete? Brez problema, ni problema, res da takrat, ko sem odsoten, pač mogoče malce trpi delo v klubu, ampak imam tu pomočnike, fante, ki so
pripravljeni to prevzeti in ki to delajo zelo dobro, tako da načeloma ni sploh nobenih problemov. Mogoče na začetku sezone, ko sem bil na olimpijadi in tiste uvodne priprave, nisem bil z njimi, se mogoče malce poznali in smo se malo dlje časa lovili, ampak na koncu, ko smo to ukomponirali zadevo, mislim, da smo naredili eno lepo sezono, kljub temu, da bomo izpadli, ampak vseeno bilo je par dobrih partij, tudi celotno gledamo, smo nekako dvignili nekaj igralcev na kar visok nivo in pa postavili neke temelje, ki bi tudi v prihodnosti bili tisti, ki bi držali, bi rekel, eno tako trdno hišo še naprej. Pa samo še besedo dve v nocojšnji tekmi. Ja, v bistvu obe ekipi, mi smo sicer še imeli neke teoretične šanse za obstanek s to zmago, ampak bila je za mene taka mehka tekma, prijateljska, bolj kot ne. Mi smo prevladovali prvi polčas, tudi začetku drugega. Potem smo se pa nekako, bi rekel, izpraznili, ni bilo ideje, ni bilo več tiste siline, moči. Predvsem v obrambi smo dovolili domačinom, da so prihajali do lahkih in pa hitrih zadetkov, kar nas je tudi malo, bi rekel, zbijali samozavest in tudi napadov ni bilo rešitev. Tako da na koncu tesna tekma, žoga dve so odločili, mislim, da zaslužena zmaga seveda domačinov. Hvala lepa in srečno s klubom in reprezentanco. Hvala lepa. Hvala. Medtem pa je že končano prvenstvo B ligašev. Prvak in novi član elitne druščine slovenskega rokometa je znan že nekaj časa. Rokometaši iz Šmartnega pri Litiji so prvenstvo osvojili z naskokom, medtem ko je odločitev o drugem potniku med najboljšem morala počakati vse do zadnjega kroga. To je uspelo rokometašem Slovana, tako da Ivančani ostajajo v prvi B ligi. Mi smo podrobneje spremljali tekmo v Polaju, kjer so Rudarji gostili Brežičane. Tekmo so 37-35 dobili Trboveljčani in tako zmago uspešno sklenili svojo prvo sezono med B ligaši. Nikola Ranevski je dosegel 14 golov in končal sezono na 3. mestu najboljših strelcev lige. Nikola, težka tekma, vaša učinkovitost je prišla do izraza zlasti v prvem polčasu, 10 golov na koncu 14, zasluženo med najboljšimi strelci lige. Ja, no, to ni bil cilj. Cilj je bil, da danes zmagamo, da igramo čvrsto obrambo. V napadu pa, da gre hiter žoga, ker Brežice igrajo bolj ven, na 9 metrov, tako da smo nekako probili. Bilo je več prostora za mene, zato sem lahko tudi realiziral strele. Prvenstvo je konec, vaša ocena? Evo, takle, pa je šla sezona. Ocena. Na začetku sezone je bilo tako, da je bil cilj, da obstanemo v ligi. En teden nazaj je bil cilj, da zmagamo Brežice in da smo tako pred Črnomljem in pred Radečem, da smo tako rečeno gladko... Prvaki spodnjega dela. Tako, prvaki in gladko obstali, no, tako bom rekel. Vaši načrti za prihodnjo sezono? Nič, prvo na morje, potem priprave, pa bomo videli, no. Upam, da bojo še kaj pripeljali, v glavnem eni igralci bojo zaključili, tako da bomo videli, kakva bo ekipa, no. Upam pa, da ne bo slabše kot letos, no. Da gremo gor, da gremo postopnično gor, ne pa dol. Hvala lepa, lepo se imejte. Hvala tudi vam. Na videz nepomembna tekma se je spremenila v precej zanimivo. V prvem polčasu igra brez obramb praktično, ne nazadnje pa tole je bila vaša 15. točka v nadaljevanju, skupaj 24, če se ne motim. Kako ocenjujete sezono? Ja, mislim, da je sezona kljub vsemu lepa. Bila je prva na tem rangu. Mogoče so bilo od začetka pričakovanja malo prevelika, kajti liga je bila zelo, zelo zahtevna. Idealna za razvoj mladih igralcev in pa za ekipe, kot smo mi. Pozna se, da smo še enkrat, poudarjam, dobre priprave naredili. Mogoče v zadnjih dneh trenirali zelo malo, imeli so veliko študijskih obveznosti, veliko je bili bolezni, pa vendar si nismo želeli zapraviti te lepe pomladi. Zato smo probali kljub vsemu stisniti toliko moči, da smo to tekmo pripeljali do konca. Drugi del je bil občutno boljši. Ja, ne vem, kaj naj rečem, ampak se šlo se nam je. Razen dveh porazov
narekovajev, z dokajšno razliko v Ljubljani s Krimom, Slovanom, vse ostale 3 tekme, ki ste izgubili zelo tesno, zlasti derbija z Šmartnim in tako naprej. Res je, imeli smo dva poraza za veliko zadetkov v Ljubljani, vendar smo na obeh tekmah igrali brez 3 pomembnih igralcev z prve postave. To se nam je sigurno poznali, nismo želeli tvegati, kajti pred nami so bile še bolj pomembne tekme in tako smo tekmo z rizikom. Tudi da izgubimo veliko, ampak na koncu se nam je obrestovalo, ko vse ostalo tekme smo pa dobili. Največ smo izgubili za 1 gol in to od Šmartna in na Škofljici. Vse ostalo smo pripeljali tako, kot je treba. Sezona je konec, zadovoljni ste, pravite, pričakovanja oziroma načrti za naslednjo. Tale Rudar, tale ekipa je sposobna tudi kaj več. Upam, da bomo naravno rasli, da bomo sestavili konkurenčno ekipo, da bomo trenirali še več kot smo letos in da bo v bistvu še več poudarka na tem taktičnem delu, kjer nam še veliko manjka. Imamo v nekem segmentu zelo mlado ekipo, ki kaže nekaj potencijala, mogoče čez leta tudi za kaj več. Moramo pa delati po planu s svojim igralcem, z malenkostnim dodatkim, tako da preguramo ta težko ligo in pa pričakujemo še težjo ligo, kot je bila letos. Prihajajo 4 prvoligaši, prihajajo iz druge lige, verjetno Hrpelje, ki se bodo sigurno ukrepile. Mi pa upam, da bomo v veliki večini zadržali ekipo, mogoče še kaj novega pripeljali in pa še dali veliko poudarka na svojih igralcih. Hvala lepa in pa še enkrat čestitke za uspešno tekmovalno sezono. Hvala tudi vam, da ste nas pozorno spremljali. Nedavno so se trboveljski plavalci Nika Todorović, Daša Krajnc, Tim Dolanc in Žiga Šintler udeležili močnega mednarodnega mitinga v Banja Luki. V konkurenci 400 plavalcev iz 8 držav so dosegli lepe uvrstitve. Najbolj se je izkazal Žiga, ki je v 4 nastopih osvojil 4 medalje. Zmagal je na 200 prsno, 200 mešano in 400 mešano. Na 100 prsno pa je bil drugi. Poleg tega je zmagal še v absolutni konkurenci na 200 mešano in bil tretji na 400 mešano. Daša Krajnc je osvojila 5. mesto na 200 delfin, 6. na 200 prsno, 7. na 100 prsno in 8. na 400 prosto. Nika je osvojila 5. mesto na 200 hrbtno, 6. na 200 delfin, 7. na 50 delfin in 8. na 50 hrbtno. Tim Dolanc na prvi mednarodni tekmi ni prišel do finala. V Turčiji je potekalo 52. Evropsko prvenstvo za članice in člane v karateju. Nastopilo je 424 karateistov iz 44 evropskih držav. Med njimi je tudi član trboveljskega kluba Blaž Hribovšek. V prvem krogu je Blaž izgubil proti reprezentantu Grčije z rezultatom 2:0. Za Blaža je bil to prvi nastop na članskem evropskem prvenstvu. 6. maja je v Gradcu potekalo mednarodno prvenstvo v kickboksu, ki se ga je udeležilo preko 300 tekmovalcev. Barve zagorskega kluba je zastopalo 9 mlajših tekmovalcev, ki so osvojili 7 odličij. Vse v point fightingu. Zala Rozina je zmagala med starejšimi kadetinjami do 46 kg in bila druga med kadetinjami do 50 kg. Drugi so bili še Alex Vozel, Eva Kolander in Necko Zole, tretji pa Jaka Rozina in Nec Ostrožnik. Ob koncu oddaje bomo objavili še izide prve in veteranske medobčinske lige malega nogometa Zasavje. V prvi ligi so igrali tekme 17. kroga. Juventus proti Šentlarmpertu Gamsi 5:1. AM Prevozi proti športnemu društvu Čovnišče 1:11. Športno društvo Mlinše 2 proti Pink Pantherju 5:2. Športno društvo Mlinše 1 proti Barbara Bar Topničari 1:1. Trbovlje Gamblers proti Garaža Bar 2:4. Antimon Bar 91 proti Merli lovško društvo Klančiše 6:1. V vodstvu je še vedno hrastniški Juventus. V veteranski ligi so odigrali zadnji del rednega dela prvenstva. Škoti Bexel Bar proti Proletarcu 7:2.
Športno društvo Izlake proti Muhi, Bar Malibu 1-3. Jerry ZGD proti Udarniku 5-0. Tim Hrastnik proti Športnemu društvu Mlinše 1-5. Zasavc proti Športnemu društvu Prapreče 0-4. Antimon proti Zasavje United 2-5. Luka Bar Polje proti Odpisanim 1-8 in Športno društvo Čolnišče proti Šentlambertu 0-1. Po prvem delu sta v vodstvu Jerry in Športno društvo Mlinše. To je tudi vse, kar smo vam pripravili. Srečno!